Poudarki današnjega dnevnika. V Rakičanu se je 60-letji po maturi zbrala tretja generacija sošolk in sošolcev nekdanjega učiteljišča v Murski Soboti. Avtoklub SRT ali Street Race Team vabi na srečanje v Boračevo. V oddaji Športna ideja bo naš gost Luka Sagaj, uspešen atlet in tekmovalec na kasaških dirkah. Pa še vreme, jutri bo pretežno oblačno, popoldne se bo zjasnilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. 60-letji po maturi se je srečala tretja generacija učiteljišča v Murski Soboti, da utrdi vezi. Udeleženke in udeleženci pravijo, da so takšna srečanja zelo pomembna. Tretja generacija učiteljišča v Murski Soboti se je zbrala, da obudi spomine. Generacija danes šteje okoli 80 let, na vabilo pa se je odzvalo lepo število nekdanjih sošolk in sošolcev, ki so obujali spomine. Spomini na učiteljišče oziroma na leta, ko smo gulili klopi v sedanji zgradbi osnovne šole 1 v Murski Soboti, so ostali v trajnem spominu. Bili smo skromni, prišli smo iz celotnega Pomurja, pa še izven. Večina nas je imela štipendije, ker drugače tisti časi, torej začeli smo leta 61, ni bilo možnosti, da bi nas starši lahko šolali. Večina nas je dobivala štipendije, zato smo bili potem tudi obvezni iti službo v tisto občino, ki nas je štipendirala. Izobraževanje za učitelje je bilo v tistih časih drugačno, prav tako tudi delo. Zelo me je veselilo delo z otroki. Najprej sem začela poučevati vse mogoče. Primanjkovalo je učiteljev, zato sem morala dopoldan delati na predmetni stopnji. Dobila sem tudi celotno glasbo s pevskim zborom, ki sem ga vodila. Popoldan pa še razredni pouk. Ta je včasih trajal tudi do večernih ur. Poklic učitelja se je v minulih desetletjih zelo spremenil. Zelo se je spremenil. Moram reči, takrat, ko sem jaz leta 68 prišel na šolo v Rogačevce, ni bilo pravzaprav za takrat se je reklo glasbeni pouk, nobenih pripomočkov. 5 malih plošč, en harmonij električen, ko si ga vklopil, je vse pihalo v... No, potem pa seveda s časom se je pa to, kar se teh opreme, možnosti dela, tudi recimo lahko se tudi veliko potuje, takrat v tujino iti tistega časa je bilo bolj težko. V letih, ko so poučevali, je bil učiteljski poklic tisti, ki je pomagal tudi pri osebnostnem razvoju. Osebnostni razvoj oziroma razvoj učencev kot osebnosti, kot človeka, ta je pa zdaj nekako potisnjen v sfero zasebnosti, kar je pogojeno z družbenimi razmerami, da zdaj, če gledamo v družbi, človek je zanimiv samo kot ustvarjalec dohodka. In v šoli zdaj je nevarnost, da učence tudi gledajo samo kot tiste, ki ustvarjajo neke pridobitve v šoli, recimo neko novi naziv. Jutri bo v Boračevi avto-moto šov. In kakšen šov in zakaj gre, pravzaprav nam bo povedal predsednik avtokluba SRT, Danijel Vehab. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljene. Jutri se boste torej v Boračevi dobili ljubitelji avtomobilizma. Tako, ja. Jutri imamo nekje zbor od 12. ure naprej, vozila bodo prihajali tam nekje do 15. ure. Tam bo ob 15. uri potem največja ta gneča
Gre pa predvsem za razstavo teh vozil. Poleg teh predelanih bodo tudi prišla kakšna starodobna vozila, kakšna športna vozila. In pač tudi obiskovalci pridejo radi kaj pogledati, takšne avte, takšne, drugačne, pač, ki bodo prisotni na dogodku. Lahko že kaj morda poveva, kakšni avtomobili bodo na ogled? To je običajno zelo zanimiv šov, ne? Ker avtomobili stojijo, mi pa imamo možnost, da si jih ogledamo od bližje. Ja, tu je dosti vozil, te, ki so pač, kaj vidimo tudi vsak dan na cesti, ampak so dodelani, predelani, tako da malo vizualno izstopajo. To je en način teh vozil. Potem eni so tu zraven, ki se ukvarjajo z avtoakustiko, se pravi, imajo notranjost vozila predelano in tekmujejo v glasnosti zvočnikov oziroma v tej kvaliteti zvoka v avtoakustiki. Potem pa tudi pride zraven kakšna športna vozila, naprimer že se je tudi udeležil pri nas McLaren, taki bolj redki avto, tudi iz tujine smo imeli že prisotne ene starejše športne oldtimere, naprimer De Tomaso, verjetno še za te znamke niti niste toliko slišali. Tako da je raznoliko zdaj, mi ne jemljemo predprijav, tako da točno ne morem povedati, katero vozilo bo vse prisotno, ampak bo jih pa prišlo sigurno okrog 100 ali pa še kaj čez. Avtomoto klub SRT obstaja že 24 let. V teh letih ste do zdajšnjega šova že mnogo stvari počeli in še počnete. Ja, tako. Mi pač, naš klub je najbolj znan po dirkah drag race, ki so se večinoma v tisti prejšnjem času odvijale na Industrijski ulici. To je bilo dejansko špica naših prireditev, tudi do 3000 obiskovalcev si je prišlo pogledati tako prireditev. Potem smo tudi organizirali razne avtoslalome. Poleg vsega tega pa smo vedno organizirali neki taki stoječi, se pravi tuning show, kjer pač pridejo vozila na razstavo, kjer se pač pokažejo, kakšen okus imajo za svoje vozila. Smo pa že tudi organizirali prireditve, ne samo tukaj v naši okolici. Zadnje 2 leti, ko smo še delali drag race, smo na letališču v Slovenj Gradcu delali. In pa tudi smo v Gornji Radgoni na sejmišče imeli tudi 2 leti, smo bili prisotni tam, oziroma smo sami zakupili sejmišče in smo tam delali, ampak to je že dalj časa nazaj. 24 let je zelo lepa doba. Koliko članov šteje avtoklub Street Race Team? Ja, zdaj naš klub šteje 15 do 20 ljudi, tu so zraven tudi že, se pravi, otroci nas starejših. Prej smo imeli več članov, ampak ravno zaradi tega, ker smo delali večje prireditve in smo tudi to potrebovali, zdaj smo se nekako malo bolj zaprli, ne sprejemamo vsakega v našo okolje oziroma v našo družino, kako temu rečemo, ampak dejansko tiste, ki nekako se poznamo, pač pazimo tudi, koga jemljemo v klub. Prvič, to, drugič pa je treba verjetno imeti neko znanje o avtomobilih oziroma tudi znati, kje poprijeti in kako se pravilno avto stjuna ali sfrizira, kot bi rekli. Ja, tudi v klubu smo tudi ravno zaradi tega, ker si en drugemu pomagamo. Eni so bolj, se pravi, imajo več znanja v neki avtoakustiki in katerega to zanima, potem to pomaga in pripomoremo v opremi prtljažnika, da lahko lepo uredimo ta prostor z zvočniki, na kateri pa pač tudi, kaj je potrebno, več mehanične stvari napraviti, se pravi tudi motori. Ker znamo tistega časa, ko je drag race bil, so se morali šrajfati, spravili motori, tako da tudi v eni noči je šel motor ven in drugi noter, naprimer, tako hitro je šlo, ko je bilo to že vse vpeljano. Tako da tudi si med člani sami pomagamo. Zdaj, čisto laično bi človek dejal, da danes avtomobile dajemo na računalnik oziroma pregledamo z računalnikom. Pri avtomobilih, o katerih se midva pogovarjava, verjetno te možnosti še ni. Ja, to so, kar se tiče stylinga, kar se tiče okusa, tukaj dejansko nekaj se pogleda po računalniku, ampak slike, kaj se ti dopadne in potem greš v to predelavo. Drugo, samo tehnika motora, pa to zdaj seveda pri novejših motorjih gre to tako, se pravi gre, ampak potem gremo vseeno na neko tuning firmo, ki to bi naredila, se pravi, ki se s tem ukvarja, ker
Današnja ta tehnologija spet ni tako enostavna in da bi nekdo samo tako na pamet zadeve naštelati poskušal, ne gre, ne. In to, kar se pa da narediti in kaj ljubitelji iz tega naredijo, pa si lahko torej ogledamo že jutri od pol dneva dalje v Boračevi 40. Tako, ja, se pravi od 12 naprej. Priporočam, kateri imajo res željo, da okrog 3. ure, ko potem bodo večinoma vsi že tam od tih razstavljalcev, se pravi, bodo več videli. Mi pripravljamo tudi razne zabavne igre, se tudi lahko vsi tudi drugi priključijo in tudi zato dobijo lahko nagrado. Tako da imajo, vstop je prost za obiskovalce. Če pa ima kdo kakšno zanimivo vozilo, ki bi želelo pripeljati, da bi tudi on razstavil svoje vozilo, je pač prispevek za samo parkiranje, da se avto potem lahko v ta predel parkira, imamo ceno 10 €. Vkolikor bi pa želeli v čem tekmovati, da bi jih sodniki ocenili ali pa se preizkusili v avtoakustiki, potem je pa cena 20 €. Daniel Vehab, predsednik avtokluba SRT oziroma Street Race Team, najlepša hvala za obisk in seveda uspešno naj bo jutri. Vam hvala, najlepša hvala. Naš gost v oddaji Športna ideja bo Luka Sagaj, ki uspešno tekmuje na atletskih stezah, hkrati pa tudi na kasaških dirkah. Kako združuje športa in ostaje uspešen dijak, nam je zaupal v pogovoru, iz katerega vam ponujamo na ogled izsek. Jaz bi rekel, da sta ta dva športa po eni strani zelo različna, po eni strani pa zelo podobna. Različna zato, ker v bistvu v atletiki tekmujem sam zase, tam sem sam, vse je odvisno od mene. V kasaštvu pa je tudi vse odvisno v bistvu od konja in tam sva s konjem skupaj in mi je veliko lažje po eni strani. Podobnost pa je ta, da pač sta ta dva športa res tekmovalna in oba tekmujeta, ne, in ni to ekipni šport. Ja, najbolj mi je to, da v kasaštvu sploh nisem živčen pred dirko, sem zelo umirjen, ker v atletiki pa sem precej bolj nervozen, ker pač tekmujem sam zase in vse je odvisno od mene. V kasaštvu pa je veliko odvisno od konja in nekako sem bolj umirjen, je pa pač v atletiki dajemo bolj na moč v nogah, nekaj tudi v rokah, v kasaštvu pa potrebuješ bolj moč v rokah kot v nogah, toliko ne. Za konec poglejmo še, kako kaže z vremenom. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Zjutraj je bilo pretežno jasno, opoldne so v Murski Soboti, Radencih in v Lendavi namerili 27 stopinj, v Krajinskem parku Goričko pa 26 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva še sončno, zjutraj bo po nekaterih dolinah in kotlinah megla. Pozno popoldne in zvečer bodo v severni Sloveniji začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 29, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 14, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 24, v Mariboru 23 in na Ptuju prav tako 23 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj in del dopoldneva bo v notranjosti precej nizke oblačnosti, na Primorskem bo še pihala šibka burja, nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 12 in 17, čez dan pa med 23 in 30 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.